majhni in luštkani, predvsem pa neutrudljivo zabavni za gledanje. To so surikate. Zelo lepo pozdravljeni v že tretji epizodi Zelo dober, kjer skupaj raziskujemo živalski vrt Ljubljana in vas popeljemo tja, kamor obiskovalčeva noga nikdar ne stopi. Danes si bomo pogledali ene najbolj atraktivnih živali v živalskem vrtu Ljubljana. To so surikate. Ko prideš do njih zjutraj, pregledaš živali. Trenutno imamo v skupini 11 odraslih in pa 4 mladičke. Tako da pogledaš, če je z vsemi vse v redu, prešteješ, potem zamenjaš vodo, poberaš iztrebke, preveriš, če dela gretje, ker mora biti na toplem, in pa seveda jim daš zajtrk. Če ne bi glih zraven pisali, bi najbrž veliko ljudi mislili, da se jim reče ali pa kako so luštkani. Čeprav ime zveni zelo japonsko, surikate, sklepajo, da izvira iz starega južnoafriškega poimenovanja za njih. Iz te regije namreč tudi izhajajo. Zelo dobro se mi zdi tudi latinsko poimenovanje za njih, ki je suricata suricata, iz rodu suricata in družine mung. Male žverce lahko z repom v red zrastejo do 50 cm v dolžino in tehtajo približno 1 kg. Zagotovo eden najbolj slavnih predstavnikov te vrste je Timon iz slavnega dua Timon in Pumba iz Levega kralja. Iz tega filma smo se lahko tudi naučili, da surikate jejo žužke, torej so žužkojede. Včasih pa si v prehrani lahko privoščijo tudi škorpijone, pajkovce ali pa kače. Surikate so namreč odporne na njihov strup. Tako da res ne stegvati svojih prstov noter v ogrado, da jih boste popožali, ker lahko mimogrede kakšnega odgriznejo. Ja, lej, življenje surikate lahko neizprosno do tvojih prstov. V surikatah mi je to ostalo v spominu, da je enkrat uspela tej raci mlakarci zaideti v zunanjo ogrado in seveda surikate kot zveri so jo vse šle pač na njo, so jo napadle, ampak smo ravno ta prav čas prišli mimo, tako da smo rešili raco, iz race je bilo vse v redu, pač edino surikate so ostale brez svojega priboljška, no. Pa so potem smo jim mi dali priboljšek. Ena izmed najbolj zanimivih značilnosti, ki jih lahko opazujemo pri ogledu teh živali, je njihova organiziranost v krdelo. Lej, surikata sama ne more preživeti, one so izredno socialne živali in znotraj krdela ima vsaka svojo nalogo. Ste mislili, da je biti surikata čisto lahko, ne? Da se samo malo zabavaš pa gledaš okoli. To je šiht in to 24 ur na dan. Svoje medsebojne vezi si krepijo s tem, da si čistijo kožuhe in pomagajo pri skrbi za mladiče. Pari se namreč samo vodilni par. Ostali pa pri tem pomagajo. Ne pri parjenju, ampak pri skrbi za mladiče in vse, kar pride. Staro se razumete. Zelo pomembna je naloga stražarjev, ki jih lahko prepoznamo po značilni pokončni drži, običajno nekje na višjem prostoru, kjer oprezajo za morebitnimi plenilci. Ob opozorilu se člani krdela takoj skrijejo in zaščitijo mladičke. Če se srečata dve krdeli surikat, poskušata drugo pregnati s posebnim bojnim plesom. Običajno se manjše krdelo umakne, včasih pa pride tudi do spopada. Le ta mora biti precej brutalen, saj so surikate prve na lestvici živali, kjer je najverjetneje, da bodo ubili predstavnika svoje vrste. In vi ste mislili, da je surikata biti lahko otroci poletja. V bistvu je to čisto nekaj normalnega za skupino surikat. Večinoma, oziroma največkrat izloči drugo surikato mama, oziroma ta glavna samica, in jo potem vzamemo iz skupine ven, jo damo v ločen prostor. In velikokrat se zgodi, da še v kratkem času, da še kakšna da je izločena in potem recimo, ko imamo 2 ali pa 3 surikate skupaj, jih lahko potem oddamo v drug zoo. Evo, to je to. Zelo dobro tretjič.